Podstrešje 2012. Minulo sredo so na TV3 Media želeli soočiti trojico predsedniških kandidatov. Sprva je kazalo, da s sogovorniki ne bo težav. Potem pa je aktualni predsednik države dr. Danilo Türk sodelovanje odklonil, ker V volilnem štabu predsednika države dr. Danila Türka jih je najprej zmotil napovedani sovoditelj oddaje Bojan Požar, ki bi moral stati tukaj poleg mene. To je bil razlog, da se je Bojan Požar galantno umaknil. Toda našemu princu na zrnu graha to še ni bilo dovolj. Drugi od obeh voditeljev, Boštjan Veselič, je na začetku oddaje povedal, da je bilo za Türka sporno tudi ime oddaje – Volitve 2012. Ker se uradna kampanja začne šele v petek, smo drugič stopili korak nazaj in spremenili ime v Slovenijo 2012. Kaj pa da tudi to ni zadoščalo? Türkov štab je po vsem tem sodelovanje v oddaji odpovedal, temu pa so sledili še v štabu Boruta Pahorja. Pahor je tako danes zjutraj oddelal svoj 8-urni delavnik kot delavec v kovinarstvu in je popoldne, vse tako mi je dejal v telefonskem pogovoru, izčrpan obležal. No, lepa reč. Kaj naj rečemo pa zdaj? Glede Pahorja je kaj neki, naj počiva v miru. Ne mislim glede Pahorja, ampak glede soočenja. S kom se je po tvoje soočil tretji kandidat Milan Zver, ki je edini prišel na soočenje? Če vprašaš s kom, seveda ne dobiš odgovora. Vprašati moraš s čim. Ja, in potem? No, potem je odgovor, da se je Zver pač soočil z dejstvom, da pri drugih dveh kandidatih ni pravega veselja do soočenja z njim. Ja, Pahor se očitno raje sooča z malimi ljudmi na njihovih delovnih mestih, jih treplja po ramenih, razdira kosmate šale in na vse načine izkazuje svojo priljudnost. Danilo Türk pa veliko raje nastopa sam zase in pove kakšno lepo besedo na svoj račun. Na vprašanje, zakaj meni, da bi bil kot predsednik boljši od tekmecev, je denimo odgovoril. No, to kaže tudi moj prvi mandat, ki je bil dober mandat. Svojo vizijo je Türk razgrnil takole. Vsi naši problemi so rešljivi, če bomo izkazali zdrav razum, državljanski pogum in sposobnost za zrel sporazum. Kako poetično. Zdrav razum, državljanski pogum, zrel sporazum. Ja, res, vse se rima, kak veleum. Ja, pravi poet, ki računa, da zmagal bo spet. Še več kot to, tudi poje lepo. A hard day's night and I've been working like a dog. Saj pravim, če ne zmaga na volitvah, bo zmagal pa na Emi in nas bo prihodnje leto zastopal na Švedskem. Tveganje je minimalno. Na Eurosongu posebnega uspeha tudi doslej nismo bili deležni. Če na kratko povzamemo, na tokratnih volitvah nastopajo Borut Pahor, ki je v predvolilni kampanji uspel dokazati, da je dečko za vse, no, razen za vodenje vlade. Lirično in pevsko nadarjeni sestavljavec hvalnic svojemu lastnemu liku in imenu Danilo Türk. Ter kar preveč umirjeni in zato morda premalo opazni politik Milan Zver. To je izbira. Odločitev bo naša. Novinarski presežek tedna. Čas pred volitvami je tudi čas, ko se medijo mediji. Zato bomo v naslednjih tednih na Podstrešju izbirali novinarski presežek tedna. Tokrat podeljujemo to laskavo priznanje novinarki Pop TV Veri Ladžič, ki je predsedniškemu kandidatu Danilu Türku postavila naslednje vprašanje.
No, predsednika države smo vprašali tudi to. V preteklem mandatu je bilo nekaj takšnih potez, ki so prilile ogenj na politični parket. Prislužil si je tudi kritike, da razdvaja. Prav ste slišali. Prilile ogenj na politični parket. Z ognjem se ni igrati. Še posebno ne z utekočinjenim. Sploh pa ne po parketu. No, kdo pa zdaj kliče na pomoč? Vrsto, fantje! Prisotni in prisebni, načelnik! No, črpajmo! Gremo! Pri 300 rdeči brizgalna!